Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. Tišina v razredu pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš? 7. maj, profesor Križanič, zdravo. Dober dan. Dober dan. Skok v leto 87 danes. Sta pripravljena? Da. Ja. Ok. Kaj tečemo? Showing Out si bomo privoščili in sicer to je bil single od Mel and Kim, če se kdo spomni. Niti slučajno. Imena, ja, to pa je to. Mogoče bo zdaj bolj jasno, avtori singla so kdo drug kot najbolj znan britanski producentski tim vseh časov. Pa so že neki Atkins, Clay, neki Robinson. Stoke Cola and Waterman. Cola. Ne, Stoke Aitken Waterman, pardon. Nekaj zamešam. Tako, ja? Za navdih za ta single so dobili v čikaški house sceni, ki se je takrat izoblikovala oziroma je bila v povojih. Sprva je bila mišljena kot B-stran singla, ampak so zadnji hip strani zamenjali, kar se je verjetno fejst obrestovalo, na drugi strani ne vem kaj je bilo. Duo sta sestavljali sestri Kim in Melanie Appleby, ki sta imela potem še nekaj hitov, no najbolj znanega zagotovo Respectable, ki sta zasegli tudi številko 1 v Veliki Britaniji. No, Melanie je zaradi bolezni umrla komaj 29 let stara, Kim pa je nadaljevala s kariero, če se kdo spomni hita Don't Worry iz leta 90. Je pa zanimivo, letos na Spotifyju izšel album pod njenim imenom, torej pod Melanie, kaj so že? Appleby. Ja. Appleby. Kar ne bi bilo nič čudnega, ne? Če ne bi bil to absolutno cel AI generiran album. In v zadnjem letu je močno naraslo število tako imenovane AI generirane skladbe oziroma glasbe na pretočnih platformah oziroma streaming servisih, pri čemer so se pojavili tudi ghost artists. To so lažni izvajalci, napačno so pripisane skladbe pravim glasbenikom zaradi zaslužka in več klikov. No in Spotify je leto začel uvajati dodatne načine preverjanja, da bi ločil človeško ustvarjeno glasbo od AI vsebin. Mislim, kam smo prišli? Zdaj mora računalniški algoritem preverjati, če je računalnik ali človek. Ne? Zdaj on njega sprašuje, robot sprašuje robota, ali je robot. Ja. Da tako, ko te vpraša računalnik, ali ste robot ali človek. Ja. Da mene robot sprašuje, če sem človek, pa moram dokazati, da sem. Tako. Lepo. Glej, vedno se spomnim na Terminatorja in pol, kaj se je sledilo, ne? Od Judgment Day naprej in tak naprej, ne? Sploh pa veš, da se spomnim na Terminatorja, ko vidim one robote, ki male, ko kosijo travo. Tak se začne. Ko se bo vstal, ne, oni strave vun. Pol pa... Ja, ti bo koso vrgo skozi šajbo. Ja. In je spet čas, da se gremo najbolj popularno igro pisarniško, telefonsko, računalniško na svetu, imenovano naključni članek na Wikipediji. Tako, to je to, ko greste na Wikipedijo, zgoraj levo so 3 črtice, stisnete in tam izberete naključno stran, to je ena opcija, ja. Ampak je dolga, ne možeš najprej klikniti, pa še enkrat pa klikniti. Lahko samo na tipkovnici Alt plus X stiskate. Tako, in Anja, kaj ti je vrglo ven? Protipomenka. Ja, so se pravi protipomenke oziroma anatomi. So v slovnici pari besed z nasprotnim pomenom. Tako. Kot naprimer vroč in mrzel. Ja. Dan, noč ste se igrali? Ne. Ne, v šoli? Ne, če smo fuzbal zadnji špilali, mize, dali tek pa fuzbal. V redu, kaj je tebi vrglo? Kjero šolo si delal do ti? Na Jurovski dol? No, evo. Kostni mozek. Kostni mozek je za hematopoezo specializirano tkivo v kostnih votlinah. Predstavlja 4% skupne telesne mase. Pri odraslem človeku, torej tam 2,5 kg, malo več mogoče. Res? Tak dosti? Je samo kostnega mozga. Torej pri tebi 28 kg. Pri tebi pa 32. Ne, ker imam manjše kosti. Razumevatelj. Ok, meni pa je vrglo ven. Kaj? Ziji Tongjian. Ja. To je celovita razmišljanja za pomoč pri upravljanju. To je pionirsko referenčno delo v kitajskem zgodovinopisju. Objavljeno leta 1084. Super. Ja. Zanimivo. Ne vem pa, o čem je.
Gigi Tongjan. Jaz najprej mislil, da je Gigi, samo je najprej z Didgeridoo. Ok, tako poteka ta igra, ponavadi je dosti bolj zanimiva. Ja, danes nam je pač tako vrglo, ven. Ja, kaj češ, ne? Včasih tak, včasih drugače. Ja, kakaj proti pomenke, ne? Zdaj seka. Ok, ključni članek na Wikipediji, igrajte se tudi vi. Ali pa dan in noč. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Dober dan. Oziroma pozdrav. Tako, pridite na Klapo Dalmarij v Minoritih. Naslednjo soboto, 16. maja ob 19.30 bodo nastopili. Mi pa imamo za vas še nekaj vstopnic danes. Če pošljete SMS, ključno besedo Dalmarij in svoje podatke na 051 220 220. Tako kot Gorazd, ki je bil izžreban. Zdravo, Gorazd. Zdravo. O, Gorazd. Zdravo, Gorazd. Kaj bomo naredili? Gremo na Dalmare. Pa šli bi poslušati malo, ne? Bi šli, ne? Pa neke olive, pa lignje, pa tako malo zraven pikat, ne? Malo Dalmacije, domače kraje. Ja, ali pa da si damo, ne vem, kamne ali pa iglice, not šuhe, pa isto, ne? Da te malo pika med koncertom, ne? Ok, Gorazd, za 2 karti ima Marko tu eno nalogo zate, ok? Ja, če že govorimo o morju in Dalmaciji, Gorazd, ne moramo mimo galebov. Res je. In za 2 karti imamo eno mini igro, in sicer, da moraš oponašati galeba, ampak Gorazd galeba, ki je nesrečno zaljubljen. Ta bo težka. Da, ko boš, poskusi. No, kdo mi bo zdaj pomagal malo zraven? Jaz bom spustil en zvok, ni zdaj nujno, da je nesrečni galeb, lahko pa naredim. Evo. Bravo, Gorazd. Bravo, Gorazd, pa šlo. Okay. Malo bolje zvenel, kot da je na steklo-keramični plošči pristal, ampak dobro, kot da si je tote oranžne tace spekl. Čisto vredo, aj, Gorazd. Tako, Gorazd, super, 2 karti, evo. Ja, tako, vidiš. Evo, 2 karti sta tvoji, Gorazd, uživaj na koncertu. Hvala vam, ajde, se čujemo. Zdravo. Dober dan. Ne moremo, da si ne bi dali, ko se pogovarjamo o takšnih stvarih. Najbolj športna muzika vseh časov. Ali pa vsaj najbolj tekaška. Ali pa najbolj za neki trud muzika, ne? Taka optimistična. Lahko tudi veslaška. Ja, taka zmogel boš. Tako, uspelo ti bo. Verjami vase, potrudi se. Stisni še malo. Vse od sebe. Ciljna ravnina pred tabo. Vse se da, če se hoče. Ljudje ploskajo. Slivnica. Ok. Bliža se 44. maraton 3 src v Radencih. 44. že. Kdaj je na sporedu? Na sporedu je 16. maja, torej naslednjo soboto ob 9. uri zjutraj. Tako. In seveda je več tekov, ne? Ni samo ta glavni maraton Radenska Klasik, ta glavni, seveda poleg tudi polmaraton Radenska Medium, tek Radenska Naturel, Oazin tek, Nordijska hoja, tudi netekmovalne discipline, kot vedno Veveričkin in Srčkov tek za otroke, pa pohod 3 src recimo in pa tek skuški tudi popoldne. Potem zvečer, ko si vsi lepo oddahnejo, pa to pa še koncert Nike Zorjan. Čudovito. Super. Čudovito, mislim, to je maraton, ki sploh ne rabi več nekih... Ne. Pač to vidiš. Maraton je to. Tak pomisliš na to, ne? Ja. Vidiš ona 3 srca in že si malo zlajhan. Za vas danes, spoštovane in spoštovani, ena štartnina v Fras in Medvaršovu in ena tudi kasneje pri Andreju Merniku po 16. uri. Če bi se šli dokazati, če bi radi sebi pokazali, da zmorete in vsem drugim, tudi prijateljem in mami, pošljite SMS ključno besedo Radenci na 051 220 220 in ste že v žrebu, torej za eno štartnino in pa še eno kasneje potem pri Andreju. Veljajo prijavnice tudi po 16. uri. Tako. Tako da dajte se prijaviti in zakaj ne bi prav vi
letos rekli, letos pa grem Rikverc. na 44. No, evo, Radenci, 051 220 220, podatke svoje zraven še pripišite. Jutri, ko je 8. maj, se bo Fras in Medvard Show preselil v kiosk K67, ki že stoji na platformi tam pred UGM-om. Tako, pred umetnostno galerijo Maribor. Rdeči je, pa mali je, pa trikotni je, tako da ne vem, kako bomo sedeli not. Jaz se že veselim, ker se bomo not stišali, Ja. prepih si bomo mogli narediti, drugače se nam bo zmešalo. In da bo še boljše, imamo še goste. Tako, Enega tudi s kitaro, tako da tudi glasbenega gosta, ja. bomo videli, kako bo vse to šlo not, ampak nekako bo, ne? Ja, Tako res da je. bomo od tam oddajali Fras in Medvard Show, vabljeni k poslušanju, torej bo fajn muzika, bo zanimivi gostje, ni da ni, no. Ampak bistvo tega je, da pridete mimo, če boste slučajno utegnili in z nami ali pa tudi preko SMS-ov, to še bomo vse jutri razložili, z nami podelite kako zgodbo povezano s temi kioski, ne? In teh zgodb seveda je malo morje, se reče, ne? Tako da jaz se že veselim Jaz tudi. in komaj čakam, da se nekdo odloči spet postaviti in dati not pomfri. Recimo tukaj zraven. Tu pred radijem, ja, tu na pred šipo, štengah. Tu. To bi bilo sansko. Tako, za 2,50 €. Tako imajo karte Pol za kile. avtobus, pa pomfri. Tako. Ne, Pa bilo to. rožo, kako. Jutri torej od 12. ure naprej Fras in Medvard Show pred umetnostno galerijo Maribor v rdečem, kak bi rekel, legendarnem, ikoničnem, to so te besede, kiosku in v trikotnem, ne? Trikotnega, ko smo mali, ne vem, če sem ga kdaj videl. Vedno smisel, da je Jaz tudi kocka, ne. Ja. Očitno so še enega dali, ko je malo manjši. Mora biti modular, ne, da lahko tam še en. Tako, pridite mimo. Vidite. Spet se dajmo posvetiti športu. V bistvu najbolj osnovnemu športu, Ja, vseh prvinskemu športu. tako, ki najprej to ni bil, ampak so pač mogli leteti, ker je bilo strah, Ja. ali pa za kakim mesom. Ja, ampak vedno je bil osnova neka, ne, za preživetje. Tako. In potem je prišel oni, ko je nesel sporočilo in je laufal 42 km brez pauze. Tako, Igor Maraton. majster. Tako. In zdaj je tukaj maraton treh src, najbolj znani, najstarejši, 44. že letos v Sloveniji, seveda v Radencih, in tukaj zraven smo tudi mi. Res je, eno štartnino imamo za vas, zdaj v Fras in Medvard Showu, ena tudi kasneje pri Andreju Merdniku. Tako da, če ste se prijavili, če ste poslali SMS, ključno besedo Radenci na 051 220 220, potem ste v žrebu. Tako, seveda zraven svoje podatke, ker drugače jaz SMS izbrišem. In Dominik je navodila upošteval in bil izžreban. Lepo zdrav, Dominik. Zdravo. Ja, pozdravljene. Ja, zdravo, lepo zdrav. Kaj bi šel v Radence laufat? A laufat, veš, da bi šel. Ja, Dobro. kako si ti, Dominik, s tem? Si že stari maratonec? Ne, na novo. Na novo. Kjerega te imaš v mislih? Kuj Ja, bo 42? Nekaj Ali onega s pesom. Spesno raje, ja. No, glej, važno, da greš tja, pa da se podružiš, pa da se imaš fajn, pa še nika zorjanje zvečer, si še malo zapoješ, ne? Kaj češ lepšega? Kaj češ lepšega, ja. Dominik, potem pa ena štartnina zate, pa lahko greš recimo na Oazin tek, ki je 5 km, ne? A, pa to bo je- super, ja. No, evo, bravo, Bravo. Bravo. Dominik, neke vrej šuhe si nabavi, da te ne bo v nohte nabijalo. Bom, ja. Mogoče, če si namažeš tam vmes, da te ne zariba. Malo vazelina, nekim- da bo z lažje nekim Za pol laufalo. mej neko. Zaseko neko, Za da bo seko, pesi ja. lovili tam. Veš, kako boš letal. Dominik, lepo bodi, čestitke. Enako, lepo bodite. Fuzbal je vedno bliže. Ja, to soboto, kaj to po jutrišnjem. Ja. 9. ob 20:15 v Ljudskem vrtu
večni derbi vseh derbijev. Tako, Maribor Olimpija je to, večni derbi se tako imenuje, ko igrata Maribor in Olimpija. Hvala za razlago, kolega. No, ker Tudi nisi vedel, prej si spraševal. Ja. Zagotovo. Nekaj vstopnic imamo za vas, skočite na naš Facebook, tam je objava, se obtačljajte in ste v žrebu. Tako je in mi smo že izžrebali nekoga. Anja, povej, kdo dobi 2 karti? Tokrat je bil izžreban Tadej. Ja pa bravo, Tadej! Prav, Tadej! Bravo. Izjemno. Tadej, če ti slučajno ne veš, ne? Maribor Olimpija, večni derbi, ker je že 100 let traja in je odvedno. Jaz mislim, da ve on. Fras, za tebe pa Olimpija prihaja iz Ljubljane. Hvala. Spraševal. Ja, hvala. Še kaj za Anja? Anja tako ve, če je bila golma. Marko in Tomaž sta tu, lepo zdrav. Zdravo. V totem studiu pa tudi Marko in Sebastian Seba. Lepo zdrav obema in seveda aplauz. Fanta iz skupine Leonard, dobrodošla nazaj v toti studio, kjer sta v bistvu že kar domača, ne? Je toliko, ko vidva hodita sem, pa ne ve noben zakaj. Od novega leta dalje več hojem sem, ko v gostilno. Vidiš, boš bolj zdrav, ne? Pa doma bojo bolj veseli, Ja, ne? ful. Verjetno. Ok, Leonardi, torej, zakaj so prišli? Zato, ker je izšel nov album, tako da čestitke še za to. Bravo. Čisto na easy. Čisto na easy je naslov, ne? Ok, ali je res bilo vse čisto na easy? Marko, povej. Pa v bistvu je dobil album naslov čisto na easy, ker ni bilo na easy. Ja, obratno, ne? Proti bilo na easy, ne? Ja, res smo, ta album smo delali, pravzaprav smo ga imeli narejenega že v času korone. Ne? Res? Ja, izdali Ok. smo ga pa letos. Ne, se Kje se je zalomilo? Z virusi, ne? Ja, To je prvo. Mislim, narejen je bil v času korone, ampak pol pa je to počasi grel, pa Ja, virusi so bili vmes, pa Ja, tisto v glavnem, dolga zgodba. Ja, No? mora malo biti v pacu, ne? ogromno smo se naučili, Ja. ne, kako nekaj ne delati. Ne? Ja, vidiš, to je. Tako Ja, ne gre, vse gladka skozi. Ja, ja. tako. In Kaj- da recimo ne bo tako hitro zmiksano, kot so rekli. Ja. Ne, to so te To smo že odprej klasične, bili navajeni. klasične sicer, no. lekcije. Približno tako, kot mojstri doma, ko obnavljaš, ne? Ko imaš keramičara, ja. pa onega, pa ti en zafrkne, ne? Pol, Ja, ja. da vse podere. Ne? Ampak pa- se je izšlo, ne? Vse, No, vse evo. vedno se izide. Mogoče pa je moglo zdaj komaj to priti ven, ne? Ja. Namesto Zdaj, mi takrat. smo postali močnejši, ne? Še boljši, tako da smo zaradi tega rekli čisto na easy. Z nami je zdaj čisto na easy. Vse naprej, kaj bo od zdaj naprej, bo čisto na easy. Ne? No, evo, odlično. Tako da tudi to neko breme, da je tam vse narejeno, pa nič se ne zgodi, je zdaj verjetno šlo, ne, malo. Kamen pada, ja. Tako. Ja, mene zanima vedno, ne, ko nekdo razlaga, da dlje časa je nastajal ta album, ne, to zdaj recimo 5 let, 4-5 let, to pomeni, da potem po 5 letih, ko poslušaš en komad, spet greš, to bi lahko tu, to bi lahko spremenil Ne, zdaj. tokrat pa tega ni. Ni bilo. Ste se tako odločili, glej, tako je, naj bo. Ali... Koliko krat je prišlo do Ja, teh vedno, sprememb? ne, ko en čas poslušaš, vidiš, to bi lahko. To je normalno, ja. Ja. To je normalen proces pri vsej umetnosti, bom tako rekel. No, jaz nisem Najbrž, umetnik, ne, zato sprašujem. Koliko, Ja, imaš pa čustva. koliko pa Ne? gre. A to pa vam, ne? Ja, ne, 2, 3. No, ampak ja, ste se držali nazaj ali Pol smo se že, ja. je bilo zapakirano, evo, tak Ne, je, pa ferti. Mislim, ker hitro smo imeli neke demo posnetke že narejene v času korone, ne? Hitro je to naredilo, ker pač smo imeli malo več časa. Pol smo pa to počasi tako delali in pol tudi, ko bi že moglo biti konec. Pa se vseeno, se ni važno. Zanimivo je. Ni važen čas, važno je, da je dobro narejeno. Ja, ja. Tako. In s tem smo zadovoljni, če je to bilo tvoje vprašanje. Ja, to je bilo frasovo. Aha, no, Tam med to je to. vrsticami. V bistvu smo, Zakaj niste vsega popravili? Ker je fras ugotovili poslušal. smo, Ja, ziher. ne, ker prejšnja 2 albuma smo delali na tak način, da smo delali po 3 komade skupaj, posneli, pa ne, potem naslednje 3 in potem zapakirali. Ne.
In zdaj smo pa rekli, zdaj imamo pa 10 komadov, ne, to bomo pa zdaj še boljše, ker ne bo vse posnamemo, ampak na koncu rezultat je bil enak. V bistvu, tako da je pač na nek način druge več dela, ne, in potem... Večji obseg dela je tak, ne, če imaš vse komade naenkrat greš snemat, ne, pa hočeš vse ful dobro narediti, tako si pa rekel, ne, Fras, pa pač, tako da, če pa imaš 1, 2, 3, pa posnameš, pa jih spimplaš do konca, ne, je pa lažje nekako delati, imaš veš, ki si, pa tako da. Kapacitete imaš najbolj, ne, se ne kurijo. Ne gre, nismo na tistem nivoju, ne, ko bi lahko si vzeli 2 meseca, pa šli v studio, pa se tam igrali, ne, z glasbo. Sploh kaj se tiče financ, verjetno, ne. Za Marko ti vem, da si, ampak drugi člani ne morajo, zdaj ne si privošči. Marko ima vsake 3 tedne nove bobne. Ja, vidiš, ne, in to se bolj pozna. Seveda. Malo hecamo. Ok, predstavitev albuma sledi in sicer 16. maja, to je naslednja sobota, ne, tako. Ja, v Brigadirju. Karte so že kje na voljo? Karte so že na voljo na entrio.si, okay. Pač na naših spletnih straneh oziroma na naših socialnih omrežjih. Okay. Karta je 15 €. Okay. Imamo pa to soboto, torej čez 2 dni imamo eno akcijo, kupiš 3 karte, pa dobiš 4. Torej 3 je 4, tako da Vica karče, ampak zdaj mislim, da bo to kar šlo v soboto vse. Pa bo se spucalo, ja. Da se bo spucalo, pa ni nam v bistvu cena toliko pomembna, radi bi napolnili pa predstavili ljudem, tako da bo taka sproščena, družabna zabava z glasbo. Super. Tako da to je važno, no. Bodo tam na voljo tudi CD-ji ali vinilke ali MP3 ali USB ali kako imate? V bistvu trenutno se nismo odločili za fizični nosilec zvoka, tako da je na streaming platformah album naložili. Je že torej. In je vse veni, super. Tako da ga lahko že poslušajo in se naučijo kakšen tekst. Ja, seveda, lahko pravim peli naslednjo soboto. Ja. Če najprej v soboto zjutraj, ne, da začnejo. Celi dan pa ne. Čisto na izi. Ivo se že zjutraj odprejo. Lahko nazaj ena zašpilaš, ne vem, da se naučijo, ne, da bo vedno. Ja, zdaj glede na to, da s kitaro sediš, jaz sumim, da bi rad nekaj zašpilo, Ali si pač taki kantautor? Ne, jaz imam vedno kitaro. Taki imič imaš, ne? Iz žepa jo potegne. Tako greš po deodorant, pa vse, ne, tako hodiš. Ja, seveda, normalno, ja. Prideš on... Dobar dan. Grem spat, to je edino prituširanje problem. Ja, ker ne vidiš, ne? Ker je, malo, pač. Evo, to je čisto na izi. Ajde, seba izvoli. Čisto na izi, nič mi ne more do živega. Čisto na izi, moje življenje Maurica. Ležerno na posteli ležim, zmožgani v oblakih, motiti se pač ne pustim. Malo je takih, ne jem, pijem, spim, razvajam se in do brez prestanka. Zunanji svet ne mika me, ne manjka mi nič, sem čisto na izi. Dajte pomagati. Nič mi ne more do živega, čisto na izi. Moje življenje Maurica. Sem čisto na izi, moj svet je brez vseh meja. Čisto na izi, nasmešek od zemlje do neba. Na kavču sedim in gledam v zrak, čas ne obstaja. Dokler ne pade mrak, moj se razvaja. Uživam na polno brez sramu, žvižgam si pesmi, zasanjano gledam kot guru, ne manjka mi nič.
brez vseh meja, čisto na easy. Smešek od zemlje do neba. Na easy, na smešek od zemlje do neba, sem čisto na easy. Bravo! Bravo! Bravo, Sebastian iz skupine Leonard in čisto na easy. Marko je dobro zaigral? Zelo. Evo, vidiš. Sebastian vedno preseneti, ker nikoli ne zaigra enako. Ja, vidiš, to je čar. To je ta pohvala. To je čar teh pravih umetnikov. Ne? Tako da je to fajn, vedno si presenečen in navdušen. Znova in znova. A tak imamo, ok, cool. Ok, Leonard, torej predstavitev novega albuma Čisto na easy je naslov. V Brigadirju 16. maja, torej naslednjo soboto. Zdaj, čez 2 dni v soboto pa veljajo na entrio.si tudi karte oziroma taki fajni paket, ne? Kupiš 3, dobiš 4. Tako? To je malo jače, ne? Kot se reče. V bistvu 3 karte kupijo. Tako? Pol pa nam pošljajo mail, pa dobijo 4. Tak je. Svetovno. Okay, to je vrej, ker lahko presenetiš, ne? Ti si izriktaš za nekoga. Tisti 4, ko je povabljen, pol plača rundo. Ja, seveda plača. Logično. Ja, pa oni prvi, ko se odločijo, da gremo. Oni, ko kupi karte tuji, ne? Tako, oni drugi, ko je drugi se javil, da bi šel zraven, pa tretji, ko ga je oni klical. Ovo sta čisto na easy, ne? Tako da je rešeno, ne? Večer v bistvu. Ok, torej na vseh platformah najdemo nov album, Čisto na easy, še enkrat smo rekli, je naslov, sicer pa več podatkov in informacij seveda na družbenih omrežjih vaših, verjetno, ne. Rad bi še vam dal priložnost, da pozdravite preostale člane benda. Ja. Le ne spomnite se. Pozdravljamo Andreja in Gašperja. Ne? Zdravo, Andrej in Gašper. Zdravo, Andrej in Gašper. Pa vse, ki poznate. Pa brez zamere. Pa brez zamire. Brez zamire, ja, tako. Ok, v Brigadirju, torej naslednjo soboto, Leonardi, tako da pridite mimo, karte so še, ampak bojo hitro šle, ne, kot smo rekli, tako da dajte se podvizati. Hvala še enkrat, da sta prišla, Marko in Sebastian, in lepo si zašpilo seba. Hvala. Lepo si zapel. Marko, ti pa vem, da ne, če bi zdaj čuli, kak si ti zadaj pel, pa bobna zraven. Bi se vidva mogoče drugače v bendu menila. Jaz pa bi pohvalil vajen šov, no. Kar redno poslušam in mi je zelo všeč. No, lepo, hvala lepa. Me veseli, da se tudi v eter znaš zlagati. Ne samo v življenju. Ne samo za šanko. Tako. Evo, hvala lepa, pa se vidimo naslednjo soboto, torej v Brigadirju. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.